Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o prvih korakih k oživitvi Kanina, gradnji helioporta v Kočevju, iskanju inovativnih rešitev za mobilnost na podeželju, delovanju muzeja norosti in tradicionalnem koncertu Zaigrajmo in zapojmo po domače. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Bele strmine Kanina že tretjo zimsko sezono zapored privabljajo le ljubitelje turne smuke. A zdi se, da je naše edino visokogorsko smučišče po prepovedi obratovanja krožne kabinske žičnice, zgrajene leta 1973, le korak bliže k oživitvi. Podjetji Ska Projekt in Projekt sta pripravili dokumentacijo za postavitev nove krožne kabinske žičnice s 4 postajami, za posodobitev sedežnice Veliki Graben in za zgraditev spremljajočih objektov. Direktor Ska Projekta Sandi Krč je ob razgrnitvi papirjev pojasnil, da bo večji del trase ostal isti in da je nova naprava zasnovana v 2 povezanih delih, od spodnje A do predzadnje C postaje in od C do najvišje D postaje. Odsek A do C opravlja zgolj in samo transportno funkcijo, se pravi oskrbe smučišča oziroma neke interesne končne točke, in pa C, D odsek služi kot smučarska naprava za voljo obratovanja samega smučišča. Načrtovanje premik postaj C in D. Prve zato, da bi pridobili dodaten prostor za uporabo pri prireditvah ali za nove proge, drugo, da bi imeli smučarji omogočen izhod na vrhu grebena in bi jim bile vse ostale naprave dosegljive brez vzpenjanja. Obstoječa naprava je dimenzionirana na način, ki bo skupaj z kasnejšo izvedbo zasneževanja lahko tudi v popolnosti nadomestil obstoječo sedežnico s kripi in uporabniku ponudil tako rekoč najdaljšo progo na območju smučišča Kanin. Kapaciteta nove krožne kabinske žičnice od A do C bi bila 1400 ljudi na uro, pot bi prevozila v 12 minutah. Med postajama C in D bi lahko prepeljala 2500 ljudi na uro in bi za pot potrebovala 4 minute. Na prvi relaciji bi bilo 55 gondol, na drugi 40. Vsaka od njih bi lahko sprejela po 10 potnikov. V vseh objektih na postajah, z izjemo postaje B, so predvideni pomožni prostori, je povedal Krč. V sklopu postaje A, v kateri je predvidena sama postaja krožne kabinske žičnice za podzemnim garažiranjem kabin, z neko osnovno ponudbo za obratovanje oziroma funkcioniranje smučišča in pa upravnimi prostori ter seveda tudi dodatnimi prostori, ki služijo neki izposoji športne opreme, je bila v sklopu idejne zasnove izdelana tudi garažna hiša z 3 podzemnimi garažami, pri čemer je predvideno parkiranje osebnih vozil zgolj in samo v podzemnih etažah, medtem ko je zgornji plato oblikovan na način, da se osredotoča bolj na sredstva trajnosti in mobilnosti. V 3 podzemnih garažah skupaj je zagotovljenih slabih 700 parkirnih mest za osebna vozila, skupaj z še dodatnimi vzporednimi prostori, za katere bomo pa še videli, ali se bodo izkazali kot potrebni ali ne. Govorim seveda o dodatnih prostorih za potrebe hrambe smuči oziroma smučarske ali druge športne opreme, garderobami in pa sanitarijami. Na postaji D je v načrtu restauracija, na postaji C gostinski lokal. Če bo vse teklo po načrtih, bo zelena luč za gradnjo prižgana do poletja. Je predvideno, da se vse projektantske zadeve zaključijo nekje v roku meseca do 2 in da pridemo nekje do konca maja, junija, do gradbenih dovoljenj. Vzporedno seveda poteka tudi presoja vplivov na okolje oziroma ta naravovarstveni pregled, seveda za sedežnico, graben in za krožno kabinsko žičnico s vsemi pripadajočimi postajami. Ostale stvari pa imajo mogoče neko daljšo časovnico, vendar grejo vzporedno, predvsem umeščanje v prostor in idejne zasnove tečejo naprej. Tako predsednik komisije za oživitev smučišča Kanin Danijel Krivec. Skupna ocenjena vrednost naložbe je nekaj več kot 100 milijonov evrov. Občini Bovec v projekt ne bodo vstopili s finančnimi sredstvi. Njihov vložek so zemljišča oziroma pravice na njih. Po Krivčevih besedah še vedno pričakujejo, da bo 80% denarja prispevala država. Je pa že skoraj pripravljen tudi razpis za pridobivanje potencialnih vlagateljev. Malo ga bomo dali ven, seveda s skličem izredno seje občinskega sveta. Jaz verjamem, da bodo svetniki to potrdili in da bomo videli, kdo bo prišel. Je dejal župan Valter Mlekuš.
V občini Bovec pričakujejo, da bo imel potencialni vlagatelj zagotovljena finančna sredstva in se bo obvezal naložbo izpeljati v 5 letih. Prispevek sem pripravila Helena Križnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V Kočevju si želijo, da bi v prihodnjih tednih začeli graditi heliport. Ta bo služil za nujne medicinske prevoze s helikopterjem. Pogodbo o gradnji sta 6. marca podpisala kočevski župan Gregor Košir in predstavnik izvajalca del podjetja Trgograd Dejan Poglajen. Župan Košir. Na nek način pišemo zgodovino. Gre za prvi tak primer izgradnje heliporta v okviru lokalne skupnosti in nivoja satelitskih urgentnih centrov. Tukaj seveda zahvala Ministrstvu za zdravje, ker je na tak način pristopilo. Zavedamo se, da je občina Kočevje ogromna, največja občina, ki pokriva celo malo širše območje od samih občinskih mej. Gre za odročno obmejno območje in za boljšo in še kvalitetnejšo zdravstveno oskrbo, predvsem pri kritičnih stanjih je heliport in zmožnost aktivacije helikopterja 24 ur na dan, 7 dni v tednu ključnega pomena za kakovost bivanja v teh koncih. Pred gradnjo morajo urediti še nekatere administrativne zadeve. S projektom se jim namreč mudi, saj mora biti končan do konca junija letos. Za zemljišča in pripravo celotnega projekta, ki je trajal kar 2 leti, gre predvsem tudi za infrastrukturno in tehnično napreden projekt, ki ga ne projektiramo oziroma ne pripravljamo čisto vsak dan. Lahko trdim, da bo to najmodernejši heliport v državi. Smo porabili približno 70 000 evrov teh pripravljalnih sredstev. Veste pa, da pri projektu, ki je vreden 780 000 evrov, mora občina plačati DDV, preostanek pa bo po načrtih krit iz Evropskega sklada za odpornost, kar bo sprocesiralo Ministrstvo za zdravje skupaj z Ministrstvom za finance. S heliportom bodo po izgradnji upravljali v občini oziroma tamkajšnjem zdravstvenem domu in satelitskem urgentnem centru, dokler ne bo dogovorjeno kako drugače. Župan si želi, da bi imela vsakokratna vlada več posluha za občine, ter da bi nadaljevala projekt gradnje 3A razvojne osi, ki zadnja leta žal bolj ali manj stoji. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. Muzej norosti, ki zadnjih 13 let deluje na gradu Cmurek na Tratah v občini Šentilj, se je znašel med 35 nominiranimi za nagrado Evropski muzej leta. Direktorica Sonja Bezjak je dejala, da je to zanje izjemno priznanje. Kakšna pa je zgodovina tega objekta? V prvi polovici 12. stoletja so ga pozidali svobodni gospodje cmureški, v 14. stoletju so ga kupili celjski grofje, nato je bil v lasti grofov Stubenbergov vse do leta 1931, ko ga je kupil Anton Mali, dotedanji grajski oskrbnik. Po drugi svetovni vojni so v gradu Cmurek najprej uredili dom onemoglih, leta 1956 so ga preoblikovali v dom duševno prizadetih in ga nato preimenovali v Zavod za duševne in živčno bolne. V daljšem obdobju naj bi tam hkrati prebivalo od 200 do 400 ljudi. Leta 2004 so zavod zaprli in stanovalce iz gradu preselili v manjše stanovanjske skupnosti. Leto pozneje je vlada razglasila grad Cmurek za kulturni spomenik državnega pomena. Prebivalci in drugi povezani s krajem Trata so želeli ohraniti grad Cmurek, osvetliti njegovo zgodovino. Zato so leta 2013 v njem odprli muzej, objekta namreč niso hoteli prepustiti propadanju. Kustosinja Barbara Kotnik je poudarila, da se je muzej v zadnjih letih uveljavil tudi kot izobraževalno središče. Izobraževalni programi, s katerimi smo začeli, so bili programi za študente, potem pa smo v zadnjih letih razvili programe pravzaprav za vse starostne skupine. Najmlajšim predstavljamo naravovarstvene teme, zgodovino gradu in tudi okolice kraja. Za tiste malo večje, zadnjo triado in predvsem za srednje šolce pa imamo program vezan torej na stalno razstavo Neskončne trate norosti. Ta program smo poimenovali Kaj storim danes
znorim in imamo zelo dober odziv na ta program. Izkazalo se je, da je muzej kot prostor ne samo z izobraževalnimi vsebinami, ampak predvsem kot ena neformalna oblika odprtega pogovora, dialoga, ki se tukaj vzpostavlja. Mladi spregovorijo tudi o svojih duševnih stiskah. Nominacija za Evropski muzej leta je zanje, kot rečeno, veliko priznanje. Nominacija za nagrado Evropski muzej leta 2026 je za Muzej norosti izjemno priznanje. V 13 letih delovanja smo se namreč v slovenskem prostoru večkrat morali zelo odločno boriti že zato, da smo sploh lahko ostali v gradu Cmurek. Premalo posluha je bilo tudi strani države, ki je lastnica gradu, za ustrezno ureditev njegovega statusa. Kljub temu pa smo ves čas uživali podporo številnih slovenskih strokovnjakov in strokovnjakinj z različnih področji. Rada bi spomnila tudi, da nam je Slovensko muzejsko društvo za leto 2022 podelilo Valvazorjevo priznanje, tako da strani muzejske stroke tudi nekako, da delamo dobro. Muzej norosti razvijajo s skromnimi sredstvi, s pomočjo ponovne uporabe in povezovanja različnih disciplin. Zato je med nominiranci nekaj izjema. Po besedah nacionalne korespondentke za Slovenijo pri Evropskem muzejskem forumu Tanje Roženbergar so kandidati za nagrado bodisi novo ustanovljeni muzeji, bodisi uveljavljene ustanove, ki so v zadnjih letih temeljito prenovile svoje delovanje ali programe. Nagrada Evropski muzej leta, podelili jo bodo junija v Španiji, priznava odličnost in inovacije v Evropski muzejski skupnosti ter spodbuja vrednote demokracije, človekovih pravic in trajnosti. Ali bodo v tem prepoznali tudi slovenski muzej, bo končno znano v drugi polovici junija. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko. Radio Ognjišče v vašem kraju. Občina Selnica ob Dravi je kot vodilni partner evropskega projekta konec februarja gostila projektno srečanje namenjeno razvoju inovativnih in trajnostnih rešitev za mobilnost na podeželju. Projekt je usmerjen v izboljšanje dostopa do prevoza, govori županja Vlasta Krmelj. To je projekt, ki ga je občina Selnica ob Dravi skupaj z partnerji še tremi. To je malo mesto Stropkov iz Slovaške, Miroslavljec iz Poljske, severa Poljske in pa Univerzo Erfurt iz Nemčije. Smo se torej dobili in pripravili skupaj projektni predlog na temo teh prevozov. To sta dve podobne velikosti kot naša občina Selnica ob Dravi. To pomeni majhna občina z malo število prebivalcev, velika površina, pa zelo slabe javne prometne povezave. Torej, to je naše skupno izhodišče. In me tri smo se povezali in rekli, da bi se rade delile izkušnje, pa iskale neke načine, torej kako zagotoviti bolj enostavne prevoze za določene skupine ljudi, ki živijo izven nekih središč, pa si seveda želijo večkrat na določeno središče priti zaradi različnih razlogov. Strokovnim znanjem jim pri tem pomaga Univerza v Erfurtu. V Selnici ob Dravi se bodo osredotočili na prevoze otrok iz zaselkov na popoldanske dejavnosti v občinskem središču. Kot je poudarila županja, so šolski prevozi urejeni, težava pa so obšolske aktivnosti, zaradi katerih so starši pogosto v vlogi taksistov. Zato želijo otrokom omogočiti dostop do dejavnosti brez prekomerne obremenitve staršev. Občina bo najprej zbrala podatke in organizirala delavnice, prvo testno skupino pa bodo oblikovali na območju Gradišča na Kozjaku. Med ključnimi vprašanji so organizacija voženj, stroški in zavarovanja. Pilotno izvajanje načrtujejo v začetku prihodnjega leta. Selnica ima že izkušnjo s prevozom na poziv za starejše imenovanim Kobanc, ki temelji na prostovoljstvu. Občina zagotavlja vozilo in krije osnovne stroške. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. Radio Ognjišče v vašem kraju. V gledališko dvorano v Lendavo se vrača tradicionalni koncert Zaigrajmo in zapojmo po domače. Na sporedu je v soboto 28. marca ob 19. Tudi tokrat bo postregel z obilico dobre glasbe in humorja. Med nastopajočimi bodo Zlatko Pejaković, Andrej Bergant s Slakovo družino, Primorski fantje, Rudi Šantel, Ivan Mezga, pa tudi Nova legija, Dekvašen Retešaj in več drugih. Gostitelj bo tudi tokrat humorist Geza se Zeza, nastopil pa bo tudi Andrej Bakreni.
Začetki omenjenega dogodka segajo v 90. leta prejšnjega stoletja. Po besedah organizatorja Geze Farkaša pa so v Prekmurje pripeljali številna znana imena. Bilo je ogromno glasbenikov. Mogoče kaj pozabim, ampak špice so pa v mojem srcu. Veste, kaj nastopajo sam Slavko Avsenik. Potem, da ne govorimo o teh narodnih ansamblih Štirje kovači, ansambl Lojzeta Slaka. Potem so bili hrvaški izvajalci od Miše Kovača, takrat tudi Vice Vukova, Ivica Šarfezi, prišli so tudi iz Srbije, Vladim Čobin. Seveda zelo sem ponosen na vse te glasbenike, ki so nastopali. Poleg tega je pa ogromno še takrat neuveljavljenih glasbenikov se pojavilo na koncertu, tem Zaigrajmo, zapojmo domače, in napravili so izjemno kariero in še sedaj nastopajo. Dogodek je v preteklosti gostoval v več krajih v Pomurju in na Štajerskem, največjega pa so v novembru pripravili v Murski Soboti. Ta prireditev se je začela v Murski Soboti, v veliki športni dvorani, in v začetku smo imeli 2 koncerta dnevno. Koncert je bil vedno petek, 3. petek v novembru. Normalno, takrat je prišlo ogromno ljudi, po par tisoč. Namen je bil takšen, ljudem dati čim več ansamblov in pesmi, kajti v Prekmurje niso zahajali ansambli, in s tem koncertom smo predstavili in ansamble iz Slovenije, tujine, in normalno bili so tudi razni humoristi, in značilnost tega koncerta je, vedno so bile velike nagrade, od avtomobilov do potovanj, in seveda to še zdaj, to tradicijo nadaljujemo. Je pojasnil Farkaš. Karte so na voljo v gledališki dvorani v Lendavi, Geza pubu v Beltincih in prek spletne povezave gezasezeza.com. To je bilo v današnji oddaji, ki se mi uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.